Sem Raski in sem DJ in producent. Moja glasbena kariera se je v bistvu začela uradno od 2019, ampak sem se že prej malo tako z glasbo ukvarjal, ker je pač mogoče biti tudi DJ in me naučil vrteti na vinilke, ko sem bil manjši, ne. Ampak pač sem to pozabil, ker sem šel bolj potem v športne vode. 2019 pa je prišla moja inspiracija takoj po maturantskem izletu. Sem nabavil svojo prvo mešalko, moj ful dober kolega, hvala Nejc, me je naučil vrteti, bil je ful vztrajen, takrat sem potem jaz počasi začel lezti pač proti svojim ciljem. Nato je pač prišla korona, ni bilo več špilov, nobenih, nič, v bistvu nisem še imel nekih sploh rednih špilov, ker sem se še učil vrteti muziko in sem potem nato začel s produciranjem. Takrat med korono je bilo pač največje obdobje, ko sem se jaz res vrgel v to, ker sem imel čas in potem je samo steklo. Moj prvi nastop je bil ta manjši nastop, mislim čisto prvi je bil na rojstnem dnevu na Pobrežju, tudi je bil Nejc, pač moj kolega zraven. Bil sem ful nervozen, celi cajt sem gledal pač, da ne bi naredil napake, ampak je bilo okej, za prvič je bilo fajn, imeli smo se, mislim, odlično. Sicer sem vrtel pač vse, torej od slovenskih do Balkana, do popa, tako da, ampak je bila ful fajn izkušnja. Moj prvi taki večji špil, oziroma pač, da sem res pred publiko tako zavrtel, je bilo na Štuku, na Massive Events 2019. Takrat pa me je trema skoraj pokosila, ampak sem tudi, se mi zdi, da okej izpeljal, ne, sem prebil tisti let. Moj prvi, ko sem začel na splošno pač z muziko, je bil Martin Garrix, zaradi njegove zgodbe mi je bila ful zanimiva. Takrat sem tudi pač produciral progressive house oziroma njegovo žanro, pa še zdaj ga z veseljem pač poslušam, pa to, ker je vseeno neka legenda. Drugače pa zdaj v mojem stilu, ko ga zdaj delam, torej hard techno, moj favorit je Nico Moreno, njegova energija mi je ful fajn, podobno imamo tudi stil rolanja, pa ful dober producent je tudi, pač producentka je Sara Landry, pa Catsdow, on je tudi ena moja inspiracija, sicer jih ga ljudje ne poznajo toliko, ampak je pač iz Velike Britanije, pa Vendex in Karf. Karf je trenutno med mojih top 3, no, jaz ga res obožujem, sploh zaradi njegovega stila rolanja, pa kak pač muziko ustvarja, no. Ko sem začel z hard technom, sem v bistvu pač po domače povedano šel s trendom, torej sem vrtel vse malo pomešano, ampak moje srce, oziroma tam, ko sem se zdaj našel svoj stil, je v bistvu prav sam hard techno, ne, ker imaš pač vervesti tudi industrija in to, ampak tu je moje srce zaradi tega, ker ima pač neko zgodbo, ful rad tudi zmešam skupaj kaki taki komad, ko zbudi emocije, ne, da pač se malo počasti ritem, da daš ljudem zadihati, da se malo izkažejo ljubezni med sabo. Pa obožujem pač psytrance bassline, torej psytrance podlago, se jo sam tudi dosti produciram, in pa tu pa tam kaki šaran z starim tranceom melodijami zadaj, to mi je ful fajn. Ko sem začel vrteti muziko, sem ful dosti improviziral, zaradi tega, ker nikoli ne pričakuješ, pač sploh ko sem vrtel različne, mislim, vse zvrsti naenkrat na dijaških zabavah, sem vedno improviziral, ker pač ne veš, kak pač ljudje v kakem razpoloženju bodo, pa kam bo šla pač ta energija, ne, in si pač vedno moraš nekako prilagajati, ne, in tu sem se redko kdaj, da bi se pripravljal na set. Pa tudi potem, ko sem začel hard techno rolati, razdelim si pač po mapicah približno, ne, po žanrah, da vem kak pa kaj. Dostikrat improviziram, zaradi tega, ker pač ful rad berem publiko, pa vidim, kam gre smer, pač energije. Do zdaj sem si sabo enkrat pripravil set, to je bil na Hašu decembra, ko je bil face to face, bolana izkušnja, ampak zdaj s časoma vidim, da si jih bom tudi mogel vnaprej pripravljati, ker potem pač moje delo dosti lažje poteka, več imam stika s publiko, ne gledam toliko pač mešalke in ful pač lažje gre vse skozi, no, pa manjše verjetnosti za napake. Moj največji izziv v DJ karieri je bilo, da bi našel dejansko svoj stil, ko ga jaz pač hočem ustvarjati pa vrteti. Leta 2023, pač proti koncu leta sem bil že ful obupan, jaz sem prej delal house, pa tech house in mi ni tako šlo, kot bi si pač sam želel in sem bil res na robu pač, da pustim glasbo totalno, da obupam.
ampak hvala Bogu, da sem šel pač na svojo prvo zabavo tehno, torej rave 1. decembra, ko mi je spremenila, pač čisto me je spremenila, sem dobil neko upanje in sem začel pač res delati samo to žanro, ko jo delam zdaj. Sem dobil tudi podpore od večjih DJ-jev, tukaj sem se pač najdel, no, ampak to je bil moj največji izziv, dejansko ful sem bil v dilemi, ali pač naj probam iti v tehno, ali naj ostanem pri houseu, ali naj pač odneham, ne, to sem se jaz ful sekiral zaradi tega, ampak tisti rave je bila ona res zadnja konfirmacija, pač da ok, to je to, tu je moj dom, jaz grem all in v to. Moj najljubši nastop je bil februara 2024, moj prvi dejansko hard techno nastop na Hašu, ko se je zgodil tu, ne, na Štuku. Te izkušnje pač ne bom pozabil, ful je bilo fajn, živčen sem bil nerealno, ampak smo res dobro izpeljali. Drugače vrtel sem že v cirkusu v Ljubljani, pa v publiki, imam tudi svoj dogodek zdaj, celo noč pač all-nighter. Zdaj še pridejo, ne smem še izdati, še pridejo drugi datumi za tujino, hvala Bogu. Potem vrtel sem tudi v Grčiji, pa na Madžarskem že enkrat, pa v Italiji. Zdaj nimam še toliko izkušenj za festivali, lani je bil moj prvi festival na Forestlandu, festival, da sem pač izkusil to sceno. Letos, hvala Bogu, z mojim dobrim prijateljem Unibujom, imamo skupaj back-to-back set na Velikem odru, tako da bo to super izkušnja. Razlikuje se potem, mislim, jaz vsaj festival gledam kot neko doživetje, neko emocijsko doživetje, ne, recimo v klubu je bolj taka temačna energija, pač bolj na hard scena. Na festivalni sceni pa bi jaz vseeno, mislim, to te nostalgične pesmi, pa malo da se zbudi emocije, da se kaj zapoje zraven, no, mogoče malo bolj skomercializirano, ampak vseeno ne tako, da pač dobesedno, kot da bi bil na radiju, je po mojem to razlika, no, vse jaz tako dojemam festival, tudi recimo Tomorrowland festival, ko so imeli hard techno sceno, ni bilo tisto, kaj se recimo v klubih predvaja, vseeno bil prilagojenc. Za privatne zabave pa jih žal ne delam več, ampak pač razlika je, da tam si pač za vse. Vsak pride drugi za glasbeno željo, moraš imeti vse perajt, malo bolj nadležen folk, ker je pijansko, shodi za muzike, ampak je vseeno neka dobra izkušnja, da te pač nauči potem za kasnejšo pot. Branje publike je po mojem najtežji del vsakega DJ-ja, zaradi tega, ker vseeno ti si tisti, ko narekuje oziroma gradi zgodbo, oni ti pa morajo slediti in ti moraš biti povezan s publiko, ne. Ko sem še vrtel dijaške zabave, pa pač privatne zabave, tam se največ naučiš tega. Ful sem se jezel, ker sem velikokrat pač bil prvi, ko je odpiral sceno, zakaj, mislim, jaz sem vedno hotel imeti glavno uro, ampak zdaj, ko gledam za nazaj, je bil to blagoslov, ker najtežji del je biti prvi oziroma ogreti publiko. Tako da to je res nekaj, kar mi je dalo, hvala Bogu, lastnost dobro, da pač lahko berem publiko. Zdaj nobenega nasveta nimam odkrito, kako se lahko naučiš to, ne vem, pač moraš čutiti publiko, gledati, sprobati, ne, pač moraš si upati sprobati komade, vidiš, kaj recimo pali, kaj ne, in potem s časoma pač dobiš grif za to, no, sej gledaš tudi malo trende, kak pa kaj, pa si potem sam pač narediš nekako svojo zgodbo. Definitivno na kakih večjih festivalih, to so tudi moje sanje, Der Knipt, to je moj tisti zadnji cilj, pa seveda pač, če bo vse po sreči, Tomorrowland. Ful sem ponosen na muziko My Drug, ko smo jo naredila z T78 oziroma Activatorom. On je bil tisti prvi, ko me je dejansko malo potisnil tudi v to sceno, pa me nekako vzel pod roko, sem ful vesel, da je v mojem življenju in smo to muziko res naredila super. Vrti se tudi po pač vseh večinoma zabavah, sploh v teh večjih DJ-jih jih vrtijo, smo dobili ful dosti podpore. Zdaj do drugega poletja, torej 2026, imam namen pač narediti album, svoj prvi album, vzel si bom čas za to res, da naredim neko zgodbo iz tega, pa da pač ljudje vidijo, kaj lahko jaz sam ustvarim, pa tiste cilje, kaj sem si jih jaz zadal, da lahko njim pokažem. Imam par kolabov z večjimi artisti, ko jih zdaj delam, samo pač nažalost ne smem izdati še kak pa kaj. Pa ful sem ponosen na moj ta remix, kaj je Say My Name od Spektruma, ko sem naredil edit. Tako da to sem res ful vesel za to, ker sem tudi videl ogromno podpore, pa res gre tak v uho, se mi zdi, no, se tudi vrti po večjih pač teh partijih. Ful rad, mislim, rad športam, ukvarjam se s fitnessom. Ful rad tudi hodim v naravo,
se napolniti s pozitivno energijo, ker se mi zdi, da je zelo preveč toksičnega okolja okoli nas. Študiram tudi, sem zadnji letnik fizioterapije, pa delam pač kot reševalec oziroma pač te najnujne prevoze saniteta, kot služba. Logično, da tudi ustvarjam glasbo. Kaj pa je tak moj neki skrivni hobi, je pa to, da rad berem tudi knjige za osebnostno rast, pa meditiram dosti zaradi tega, ker pač ko sem bil manjši, so mi diagnosticirali ADHD in s pomočjo meditacije pa vse si nekako umirim misli, pa pač sem v tem good flow stateu, tako da to mi tudi ful pomaga, no. Prvi nasvet, ko ga bodo verjetno od vsakega slišali, pa imajo že verjetno poln kufer vsega, je to pač, da ne smeš obupati nikoli, ne. Jaz sem dostikrat hotel, ampak pač, ko imaš ti neko vztrajnost, pa neko disciplino, se bo pač s časoma definitivno pokazal rezultat. Ne smeš se bati definitivno probati novih stvari, think outside the box, pač izstopati. Mogoče se ti bodo pač na začetku smejali pa vse, ampak ko boš videl, da dejansko ti gre to od rok, pač drži nekak svoj stil, da boš prepoznaven potem. In definitivno je ful pomembno, pač naj te ne bo strah spoznavati novih ljudi, vprašati ljudi, pisati, ker pač največ, kaj je, lahko dobiš ne hvala, ne zanima nas, ne. To je mene ful rešilo. Jaz sem kar ekstrovertna oseba in se ful rad spoznavam z ljudmi. Mi je dalo tudi dosti vez, pa spoznaš tudi druge DJ-je, pa producente, pa si pač lahko podeliš zgodbe in je to ful vredno. In definitivno, kaj še bi jaz predlagal, je to, da če res si želiš pač uspeti v glasbi, moraš imeti nekaj svojega oziroma pač, da ustvarjaš glasbo, ker ko ti pokažeš nekaj svojega, zagovarjaš sebe pa svojo sliko in s tem pač ljudje vidijo tebe kot nekaj, recimo pač umetnika ali pa pač lahko sledijo svoje zgodbi, ne. Ker pač, če samo vrtiš muziko, zdaj ne narobe razumeti, spoštujem vse DJ-je, vse, ampak si pač DJ, ne. Če pa še ti recimo ustvarjaš svojo muziko zraven, si še pač umetnik in to prije pač v kompletu pol s tabo. Tako da ne obupati, pa vedno imaj v glavi, da mogoče si eno pesem od tega, da uspeš stran.